Ne zgodi se prav pogosto, da Alfa Romeo predstavi nov model, ko se v svetu avtomobilizma običajno kar malo završi. V primeru novega križanca se je to zgodilo že zaradi imena. Tole je novi Brennero. Brennero, kjer je podobno kot večja Tonale in Stelvio poimenovan po alpskem prelazu. No, ni, čeprav so se pri Alfi nekaj časa vseeno igrali s to oznako. Potem so pa ugotovili, da je to v bistvu mestni avtomobil, ki se bo najbolje znašel v mestnem vrvežu in so ga poimenovali po prestolnici mode Milano. Alfa Romeo Milano, torej. Tudi ne, čeprav je ob predstavitvi na tem mestu, kjer zdaj piše Speciale, ker je v bistvu ime opreme, že pisalo Milano. No, ker pa se ta model, podobno kot hišna Fiat 600 pa Jeep Avenger, izdeluje na Poljskem, to ni bilo všeč italijanski vladi in so morali spremeniti ime. In ker gre v tretje rado, se ta model zdaj imenuje Junior. Junior kot mladenič. No, s tem znamka obuja legendarno ime, ki je staro že več kot 60 let, meni pa na misel takoj pride prekrasni GT Junior. Vem, dolg uvod, ampak sem vam mogel povedati, ker oznake nikjer na avtu ne boste našli. Ok, tehnikalije. S 4,17 metra dolžine je tole najmanjši Alfa Romeo v ponudbi. Za primerjavo, okrog 10 cm je daljši kot Mito, ker pa je tole križanec, je seveda širši, višji, pa malo bolj oddaljen od tal. Znotraj ima 5 sedežev in prtljažnik meri 415 litrov. Čeprav si platformo CMP deli z ostalimi Stellantisovimi modeli, je oblika dovolj prepoznavna, da boste takoj vedeli, da gre za Alfo. Za moj okus je celo premalo italijansko elegantna, pa mogoče preveč športna. Spredaj mi sicer izgleda kar kul, sploh novi Scudetto Progresso, kot se imenuje ta maska, mi pa ta platišča res niso všeč in tudi nad to baje modro barvo malo viham nos. Rdeča bi bila veliko bolj kul. Da Junior ni čisto krna Alfa, me spomni visok prag, čez katerega se vsakič spotikam, ko sedem v avto. No, na srečo je armaturna plošča dovolj drugačna, da je počutje tukaj noter prijetno, tudi športno utesnjeno. Predvsem na račun tega visokega sredinskega grebena in tega gumba za zagon tukaj na vrhu. Vse izgleda res dobro in mi je všeč, me pa po svoje moti. To pa zato, ker je sredinski zaslon precej nizko nameščen in vsakič, ko se hočem po njem premikati, potem z roko drsam po tem ostrem robu in samo čakam, kdaj bom dobil kakšen žulj. Ampak kako Alfa je to, a? Ok, moti me recimo tudi to, da po noči stikala klimatske naprave niso osvetljene in lahko samo ugibam, kaj pritiskam. Moti me tudi to, da moram v bistvu vsako stvar pritisniti dvakrat in moti me, da je stikalo DNA tukaj enako kot pri vseh ostalih modelih. Tudi toliko se niso potrudili, da bi ta napis Drive Mode spremenili v Alfin DNA. Vem, malenkosti pa vseeno. No, ker pa vseeno ni vse slabo, moram pohvaliti, da je odlagališč dovolj, ogromno je fizičnih stikal, tudi to mi je všeč, predvsem mi je pa všeč, da lahko z enim samim pritiskom izključim vse tečne sisteme. Narejen. Mi je všeč tudi občutek med vožnjo? Ja in ne. Ne bom rekel, da se Junior pelje tako dobro kot Giulia, že zaradi tega, ker je pogon tukaj spredaj, je pa vseeno kar dinamičen. Mogoče celo najbolj dinamičen predstavnik na tej platformi, po občutku me najbolj spominja na Oplovo Moko. Precej čvrst je, nagibanja ni veliko, volan lepo sede v roke, sedim solidno, mi pa za boljši občutek manjka še več bočnega oprijema. Ampak ni panike, lahko doplačate za Sabeltove športne sedeže, pa bo problem rešen. Večji oziroma največji pomislek imam pri pogonu. Znamka z legendarnim sloganom Cuore Sportivo oziroma športno srce bi si tamle spredaj zaslužila več. Veliko več. Tole je različica hibrida oziroma po slovensko hibrid, kar pomeni, da ga poganjata že znani 1,2 litrski turbobencinski trivaljnik in elektromotor s skupno močjo 107 kW oziroma 145 konjičkov. Problem ni v zmogljivostih pogonskega sklopa. Manj kot 9 sekund potrebuje do 100 in končna hitrost je 200 km/h, niti ni težava v uporabi, ta je okrog 7 litrov, kar ni slabo. Moti me predvsem, kako anemičen je in to, kako slabo deluje v povezavi z robotiziranim menjalnikom eDTC. Sicer upam, da je to samo hiba testnega avtomobila, ker vsakič, ko prestavim iz D v R, tamle spodaj tako nemarno zaropota, da me kar malo strah, če z menjalnikom sploh še vse ok.
Je Junior torej tista prava alfa, ki ste jo ljubitelji čakali? Ne, ampak ni bil niti tonale. Je pa alfa, ki jo je težko pričakovala znamka, saj nastopa v segmentu B-SUV, ta pa je v Evropi drugi najbolj priljubljen, pri nas celo najbolj. Zato upam, da bodo teh prodali čim več in bo nekaj denarja ostalo potem za razvoj pravih avtomobilov, kot so Giulia Quadrifoglio, GTA, GTA M, 33 Stradale in podobno. Ampak, kolikor poznam te firme, gre denar prej v žep kot za razvoj kakšnih norih avtomobilov, ki jih je alfa v svoji nori zgodovini imela precej.